Mnogi besedno zvezo slovenski film dojemajo kot žalitev. Zakaj si tak do mene? Pa tudi moja čustva so nekaj vredna. Govori se, da slovenski film ni le v leru, kako ne kapirate? Temveč je situacija slabša od režiserja do režiserja. Ne vemo, odkot prihajamo. Niti ne vemo, kje smo. Niti kakšen je naš namen. Medtem pa življenje teče. In se izteče. In izteklo se bo moje. In se bo tudi vaše. Res je, da se Slovencem na tem področju ne cedita med in mleko, vendar smo se želeli na lastne oči prepričati, kako brezupno je stanje v resnici. Ob snemanju tega dokumentarca smo ugotovile, Islandski tekst, hrvaški režiser, in to naj predstavlja slovenski teater za popizditi. Da od slovenskega filma niso ostale le ruševine in da lahko tu pa tam še najdemo zanimive režiserje, ki ustvarjajo kvalitetne filme. Želimo si, da bi bilo v prihodnje takšnih stvaritev še več in da bi se slovenski film čim prej otresel negativne konotacije. Prvo sem bil skater, pa sem rekel, da jaz vidim to malo, ko skatam, da vidim, kako to zgleda, pa sem se potem zaljubil v kamero, ker sem gotovo, da me kamera bolj uboga kot noge. Jaz sem živel v Železnikih, tako da tam ni bilo nobenega filmskega sveta, tako da nisem imel nobenega odnosa do filmskega sveta. Enkrat sem se prijavil pred 10 leti ali koliko, še malo več, na nek natečaj za kratki film. In to izključno iz tega razloga, ker je bila, kako se reče temu, razpisana denarna nagrada. Pa sem šel pa v Prago študirati režijo. Pa sem bil tam 6 let, pa sem tam ogromno filmov videl. Z tega sem se odgal. To nagrado sem dobil, nekar se je iz tujine, kjer je študiral, sicer v Pragi, dobro moj prijatelj Miki, Janez Burger. Vse, kar je bilo blizu, je bil Agraf, kjer sem vedel, da ne bom šel, ker je preveč zastarel. A pa še! Kar pa se tiče tehničnih veščin, jih pa namenoma nočem poznati. In tudi če bi se jih naučil, bi jih takoj pozabil, ker imam izjemno slab spomin. Bi mogoče šel na srbsko fakulteto, kjer imajo pač tradicijo, predvsem pa sem zagovornik teh ameriških šol. Nisem se nikjer izobraževal, tudi kadar grem na festivale, ponavadi sploh ne gledam filmov, razen če sem v žiriji. Če sem v žiriji, jih moram. Prvo nisem šel v Sloveniji na šolo, zato ker sem hotel, da me v lifeu naučijo, kako kaj v luft vršt. Zdaj, sem pa šel na zelo veliko teh delavnic, ki so me navdušile. Nas sem tam fasciniral predvsem s tem, da je zaštekal, da ni poanta filma, ali je to, da si čim prej nagrabi čim več produkcijskih pogojev, pa dela film, ampak da v bistvu dela ena vrsta komuna. Problemi nastanejo z raznimi eksotičnimi lokacijami, ne vem, puščava, Te delavnice, to ni ka šola, tam ne prideš se kaj naučiti, tam prideš novi ljudi spoznati. Na nek način širi svoj krog z kreativnimi ljudmi iz različnih področij. To je v bistvu najbolj pomembno, se pravi, ti, ko greš na te delavnice, spoznaš vse te ljudi, ki jih ponavadi v šoli ne moreš spoznati. Če pogledate nazaj, bi rekel, meni v Kusturici ni uspel samo s takojno dobre ideje, ampak zato, ker si našel dobrega glasbenika, dobrega snemalca v Filaču. In okorama ta, se mi zdi, komuna gaj. Eto tako, i sad snimaju tu neke spotove, fino im je, lepo im je, što bi rekao naš narod, lepo. Pa ne vem, najbolj se jim izobražuje z delom. On je slišal to nagrado, predlagal, da naredila nekaj skupaj, naredila sva scenarij za film v Leru. Potem smo iskali igralca, nismo ga najdli, potem sem jaz to odigral, tako da sem upadil še v to. Vse te vreme srače, greš v kakšna galerija. V vsaki galeriji visijo taka nenormalna jajca, ki jih noben ne šteka, niti on, ki prije pogledati, niti tiska jih naredi, noben jih ne šteka. To je zdaj umetnost. In na koncu pa še zanimalo, kako bi bilo, če bi jaz sam režiral en filmček. Dobil sem sredstva za kratek film Kruh in mleko. To, kar delaš, pač to najbolj poveš, pa to, kar gledaš. V bistvu jaz sem začel tako, da sem hodil v kinoteko, pa sem gledal filme. Spomnim se prvega filma, ki sem ga videl v življenju, sploh prvega,
sicer v kinematografu, imenoval se je Zelena nevarnost in tudi nikoli nisem gledal filmov, dosti nikoli nisem hodil v kino.